Pozdravljeni vrtičkarji, nahajamo se v čudovitem vrtu gospoda Rajka Vuge iz Mengša. Gospod Rajko, nam zaupate, kakšne so vaše letošnje rešitve za balkon in pa ograja v ospredju vrta? Letošnja odločitev je bila nasaditev mešana, različne rastline. In od tega je bršljanka rdeča, petunija, Indian Summer po imenu, to je tale oranžna, potem je pa surfinija in gaura, bela gaura. Se pravi, gaura za višino, ostale rastline pa se podajajo v ospredje zasaditve oziroma naprej, ne? In isto zasnovo smo naredili tudi za balkon. Torej, da sta ti dve kombinaciji, ker sta obe na isti strani, smo menili, da je tako najbolj prav. Zmeraj tudi na to gledamo, da je ta dopolnitev barvna usklajena z vsemi parametri. Odlično. Tako, vidimo, da se odlično povezuje zasaditev tudi z hišo, tako da bela barva letos ni v ospredju, letos so bolj v ospredju, kot ste omenili, pisane barve. Vsaj pri nas so pisane, ampak nismo pri tem računali na neke ideje, ko se govori o rožah, kjer je barvna, s tem, da bi moral biti v barvi, ki so jo nekje si izmislili, katere naj bi letos bile. Moderne. Moderne, ja, to je pravi izraz. Tako. Se pravi, odločili ste se za svojo lastno kreacijo in kljub deževnemu poletju je zasaditev konec julija v še vedno zelo dobri formi. Nahajamo se pod nadstreškom. Gospod Rajko, če se ne motim, je to novost letošnjega leta. Ja, zagotovo novost. Predvsem je bil poudarek na tej sorti, to je rdeča barva, ki jih do zdaj so bile v glavnem bolj kratke. Ta je pa ena boljših, bolj cvetočih in sorazmerno, lahko rečem, dovolj dolga. Kako se imenuje? Trailing red. Trailing red. Ja. Odlično. Če se ne motim, ste jo poskusili tudi v zasaditvi na okenskih policah. Ja, dali smo ji prostor tudi na okenskih policah, tudi na balkonu. Res tam, kjer je preveč izpostavljena dežju, ni najboljš, to smo vedeli, ampak so pa zato tudi druge rastline, da malo kompenzirajo. Popestrijo, ampak ta tukaj, kljub dežju, kljub močnim nalivom v letošnjem letu se kar dobro malo je ta streha jo je malo obvarovala. Malo zaščitila. Ja. No, tam je tudi isto surfinija, ki je malo drugačne barve, ampak tudi novost in imamo nekaj podatkov, kaj drugo leto. Katera izmed obeh vam je ljubša? Najprej mi je bila ta, potem se je tudi ona. Ne bi mogel reči, da je. Se pravi, naslednje leto mogoče balkon je v novi podobi v teh odtenkih? Ne bom tega rekel. Hvala. Ker pustimo se presenetiti. Ja. Tako, obiskali smo balkonske zasaditve gospoda Rajka Vuge iz Mengša. Gospod Rajko, hvala, da ste nas sprejeli. Vaši balkoni so enostavno čudoviti. Kako poskrbite za tako lepe balkone čez leto? Ja, tako da ne gremo na morje. Prvo je to, ampak to mi je užitek, ne morje mi ni užitek. No, če vem tehnologijo, poznam bolezni, poznam škodljivce, poznam preparate, s katerimi lahko uporabljam, pa se borim proti nekaterim težavam, kot je pršica, pepelasta plesen, pa kaj takega še zmeraj. No, če vse to poznaš, potem ni razlogov, da ne bi bilo uspešno. Letos verjetno je treba zalivati bistveno manj kot pretekla leta. Kako ste to leto z vodo? Z vodo smo krasno. Ne bomo dali zaslužek komunalnim.
ker imamo torej 3 velike 1000-litrske cisterne. Preden sem to porabil, je bil že naslednji dež. Tako da ni bilo težav. Tako. Vsaj za zdaj. Gospodu Rajko je dež letos tudi nekoliko pomagal k manj zalivanju. Mogoče je kakšen cvet ni tako lep kot pretekla leta, ampak balkoni so enostavno čudoviti. Vam vrtičkarjem pa želim, da tudi vaše cvetje enostavno se bohoti tudi v tem poletnem času še naprej. Gospod Rajko, vam pa hvala za povabilo in obisk. Ja, hvala vam za lepe besede, ker mislim, da v tem trenutku ni glih tako, kot bi lahko bilo, če ne bi bilo toliko teh neviht. To je res, ampak vzamete tako, kot je, mi bomo tudi s tem zadovoljni. In če boste še vi, pa smo vsi. Hvala. Ja.